Več kot 700 gradbenih inženirjev z 5 celin in iz več kot 50 držav je obiskalo Ljubljano v minulih dneh in se udeležilo Svetovnega gradbenega foruma 2019 z naslovom Odpornost stavb in infrastrukture. Svetovni gradbeni forum je bil že drugi mednarodni dogodek, ki je v Sloveniji združil inženirje z celega sveta. Leta 2012 pa je Ljubljana gostila tudi Svetovni inženirski forum. Svetovni gradbeni forum se je začel s plenarnim zasedanjem in z zasedanjem izvršnega odbora Svetovne zveze inženirskih organizacij ter nadaljeval z dvodnevnim forumom v Cankarjevem domu. V okviru foruma so prireditelji pripravili razstavo, s katero so počastili 100-letnico Tehnične fakultete Univerze v Ljubljani in 100-letnico nastanka Ljubljanske inženirske zbornice, predhodnice Inženirske zbornice Slovenije. Svetovni gradbeni forum smo organizirali v Ljubljani skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije, ker tako Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo kot Inženirska zbornica Slovenije letos praznujemo svojo 100. obletnico. Kot predstavnika fakultete in univerze me posebej veseli, da smo doživeli aktivno udeležbo študentov, kot tudi mladih inženirjev in članov Inženirske zbornice Slovenije. To je bila odlična prilika za izmenjavo mnenj in pogled v naprej, kaj lahko gradbeništvo doseže v naslednjih letih in desetletjih. Forum je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja in UNESCO. Ugledni gostje z celega sveta, profesorica Jingyu Jan z Kitajske, profesorica Antonija Moropolu iz Grčije, Mark Coleman iz Velike Britanije ter profesor Peter Pfeiffer so predstavili svoje predavanja, zbrane pa je nagovorila tudi dr. Marlene Kanga, predsednica Svetovne zveze inženirskih organizacij. The World Construction Forum held here in Ljubljana has been a great opportunity to talk about construction technologies for resilient infrastructure and buildings around the world. I am sure that the delegates have learned a great deal from the presentations that have been made over the 3 days of the conference and will implement solutions that are sustainable and for the benefit of our future. Predavanja na forumu so bila razdeljena na 6 tematskih sklopov, povezanih s 6 cilji trajnostnega razvoja, ki so del UNESCO-ve strategije za boljšo prihodnost in zdravo okolje. Tematski sklopi foruma so bili energija v 21. stoletju, gradbeništvo 4.0, kulturna dediščina v digitalnem svetu, upravljanje s tveganji zaradi naravnih nesreč, večanje zmogljivosti družbe na področju inženirstva in integralno informacijsko modeliranje stavb. Na zaključni slovesnosti so gostje foruma sprejeli Ljubljansko deklaracijo, v kateri so zastavili cilje za gradbeni sektor do leta 2030. Forum se je končal z gala večerjo v Grand hotelu Union. Inženirska zbornica Slovenije pa je ob tej priložnosti podelila tudi nagrade Jožefa Mraka za inovativne projekte v gradbeništvu. V veliko zadovoljstvo in ponos mi je, da smo uspeli po 7 letih, ko smo organizirali že prvi Svetovni inženirski forum, letos pridobiti zaupanje Svetovne inženirske federacije tudi za prvi Svetovni gradbeni forum. Tokrat v Ljubljani in še posebej pomembno je, da imamo več kot 700 udeležencev iz več kot 50 držav vsega sveta. Še posebej pa me veseli, da je tokrat prisotnih tudi veliko slovenskih inženirjev in to je enkratna priložnost za izmenjavo strokovnih mnenj in pa tudi poslovnih priložnosti. Verjamem, da bojo to v največji meri izkoristili in da bo slovensko gradbeništvo prešlo tudi naslednjo krizo tako, da bomo ostali konkurenčni in ne bo propada velikih slovenskih gradbenih podjetij. Nekateri udeleženci foruma so se za zaključek udeležili še tehničnega izleta v Škocjanske jame, ki so del UNESCO-ve svetovne dediščine. V okviru izleta so si ogledali tudi Predjamski grad, ki je svetovno znan zaradi njegove umestitve v skalo.